Dober večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni. Jaz bom zelo vesela, če vsi, ki prihajate, tudi lepo potrdite, če se vse lepo vidi, če vidite ekran, projekcijo, če se vse lepo sliši. Jaz vas bom trenutno vse dala lepo na mute, ste pa vsekakor vsi lepo vabljeni, da tudi v klepet napišete kakršnakoli vprašanja oziroma tudi podelite seveda vse vaše posebne in fine izkušnje. Danes v bistvu se lotevamo vsega skupaj na malo drugačen način. Poprejšnjič smo z somentoricami imele odličen način predstavitve, torej glavnih 10 eteričnih olij in mešanic skozi recepte. Danes pa sem rekla, da vam naredim en tak magični uvod v eterično olje skozi moje oči. Tokrat sem sama, bodo pa tudi dekleta oziroma somentorice tudi tukaj z vami in se sigurno tudi oglasijo kaj v klepetu. Tisto, kar vam želim povedati, je predvsem, da se bomo sprehodili čez 10 najbolj uporabnih eteričnih olj in mešanic, ki se ponavadi nahajajo v tako imenovanem učlenitvenem velikem paketu, osnovne desetke z difuzorjem, kar tudi vidite zdajle trenutno na sami slikici. Predvsem bi vam rada predala svoje izkušnje in tisto, kar me je pot v 7 letih tudi lepo naučila, spoznala, največ pa seveda skozi izkušnje mene, mojih bližnjih, pa seveda tudi vseh mojih sočlanov, v naši skupini jih je že kar lepo blizu 1300. Kar se tiče glavnega sporočila, mislim, današnjega dne, da ne bi mogla povzeti boljše, kot je napisan, da mati narava res ve najboljše. Tako da se tudi jaz po 7 letih res vsak dan pravzaprav zahvalim za to mojo pot, da me je spoznala s temi olji. Predvsem pa, da sem uspela najti takšno kvaliteto, ker ko začneš raziskovati, če si vzameš čas in se poglobiš, ugotoviš, da ni vedno vse takšno, kakršno pač pravi, da je, in v bistvu sem res hvaležna, da v bistvu skozi mojo pot vse, kar pri doTERRA vidim, kar je sprva bila čisto moja dišeča pot, kot pot vsakega pravzaprav, ki se odloča za neke naravne rešitve, kot sem se jaz takrat za sebe in za svojo družino, me bo popeljala tudi pravzaprav naprej in tudi v to, da je danes to ne samo moja sanjska služba, zdaleč ne, v bistvu doTERRA je res postala en tak moj način življenja, naš način življenja, in tole vam tudi z veseljem predajam in v bistvu so se prejle s hčerko starejšo prav hecali, da zdaj pa res je čas, da se tudi oni dve naučita predstavitev narediti. Zaradi tega, ker praktično že vse veste, samo pač rabite iti, tako kot gremo danes pravzaprav čez te osnove. Torej, kaj pravzaprav so eterična olja? Eterična olja so v osnovi esence v rastlinah ali v njenih delih, to se pravi, če govorimo o cvetici, lahko je to skrito v cvetovu, drugič je v cvetu, drugič je to skrito v lističih, v steblih, v plodovih, torej semenih. Potem na drugi način, če gledamo drevo, se pa to lahko kot esenca skriva tudi v samem deblu oziroma v lesu, v lubju, spet v lističih in tako naprej. In pravzaprav je to nekaj, kar so rastline čez ves svoj razvoj, čez evolucijo oblikovale zgolj zaradi par osnovnih razlogov preživetja in v bistvu razvijanja, in sicer bodisi da privlačijo vse tiste žuželke, ki potem pomagajo, da se rastline med seboj lahko oplodijo, predvsem tukaj govorimo o čebelah, potem z drugega razloga, da jih obvaruje pred okoljskimi vplivi, predvsem, če je okolje prevroče, da znajo preživeti zaradi esence lažje v takšnem okolju, ali če preveč dolgo recimo dežuje v tistem okolju. Tako da pravzaprav je to nekaj, kar dostikrat poimenujemo kot hormoni rastline. Zdaj si predstavljate, v rastlini v večini to predstavlja približno 1% in mi potem največkrat s parno destilacijo to dobimo ven in dobimo pravzaprav eno tako mešanico tekočine in pa nečesa, kar plava na tej tekočini, in ta mali delež vsega, kar plava gor, je eterično olje, tisto spodaj pa je hidrolat oziroma velikokrat temu rečemo, čisto z vidika destilacije vrtnice, torej rožna voda, čeprav se pač tudi drugače imenuje in to je hidrolat.
Kar se tiče hidrolata, ponovadi velja za stranski produkt, je manj obstojen, tudi nima tako močnega učinkovanja. Eterično olje pa je pravzaprav pri destilatih, kot so sivka pa poprova meta, nekaj zelo, zelo intenzivnega in predstavlja recimo, da imate občutek pri poprovi meti v eni kapljici, torej moč 28 skodelic približno čaja poprove mete. Potem pa imate še drugi način pridobivanja, ki je najpogostejši, tako da dva vam bom danes omenila. In sicer je to stiskanje, ko pride do citrusov, do sadežev. Ta mesec so tudi pod drobnogledom, tako da na mojem blogu za vsakdom.si torej tudi že najdete en super članek na temo citrusov. Vsi, ki že imate ali pa ki jih boste še dobili v svoj dom, nujno si preberite, ker skriva zelo, zelo močno sporočilo in boste, obljubim, na citruse gledali popolnoma drugače. In dejansko si predstavljate, da iz rastlin dobimo nekaj najboljšega, kar zdaj lahko nam pomaga, torej za vpliv na naše celotno fizično, umsko in čustveno telo. In vsekakor, ko dobimo eterična olja, si želimo naravna, si želimo najvišjo kvaliteto, seveda nekaj, kar nam bo dalo vse tisto, kar smo si zaželeli, za težave, za nelagodja, za vse, kar pravzaprav lahko prinašajo. In čista naravna in potentna eterična olja lahko dobimo pravzaprav na zelo, zelo kočljiv način. Namreč doTERRA boste velikokrat slišali, da ima en svoj način, svojo normo določanja kvalitete, ki se imenuje CPTG, torej certificirana, čista, testirana eterična olja. Namreč, če pogledamo ali evropski svet ali pa tudi širše v svetu, ZDA, tudi na druge praktično trge, celine, imamo vedno neko lokalno zakonodajo, tudi v Evropi jo imamo. V Evropi imamo recimo za občutek dva glavna certifikata, ki določata kvaliteto eteričnim oljem. In sicer je eno pač popolnoma naravno, ampak še vedno dopušča 5% dodajanja česarkoli in ti še vedno to lahko prodaš v Evropi s tem certifikatom kot čisto olje, čeprav to pravzaprav v resnici ni. Ali pa, da dovoljuje 5% tudi česa drugega, kar ni naravno, kar pa je pravzaprav lahko tudi sintetika ali pa na drugi strani pač karkoli praktično. Tako da ta način vseeno na naše police prodajne ne bi pripeljal tisto, kar si je doTERRA zastavila za eno tako vizijo, in tle jaz to globoko občudujem, spoštujem, ker vem, kaj so se podajali leta 2008, ko so to podjetje ustanavljali. Namreč dejansko so ustanovniki še vedno zelo vključeni v samo podjetje, kljub temu, da smo trenutno največje podjetje eteričnih olj na svetu, ne, in hitro rastemo, hkrati pa v bistvu zelo pazimo na okolje, tudi omejujemo prodajo, če kaj, bom rekla, ne v tolikšni količini, kot bi ljudje preveč bohotno želeli. In to spoštujem vedno znova in znova, ker praktično ne poznam podjetja, ki bi se tega tako lotevalo. In vedeli so, da bodo verjetno dreznili v osje gnezdo, ker pač dejansko tako čistih eteričnih olj še vedno in tako testiranih, vam bom tudi kasneje povedala, zakaj še vedno ne najdemo. Jaz tudi spremljam stalno tudi trg na splošno in pač res to z vsem prepričanjem, ne samo izkušnjo, ampak res globokim prepričanjem lahko še vedno povem. Ta metoda, ki se zraven oziroma za tem skriva, je source to you, torej da smo direktno na viru, da hkrati vedno postavljamo še druge pogoje in v bistvu, da doživimo pravzaprav vse to, kar mi želimo, in da vemo, da je zadaj tudi dobil nekdo pravično plačilo na drugi strani stekleničke, ne samo, da sem jaz dobila tisto dobro kvaliteto in da se skrbi za naravo in lokalno skupnost na drugi strani. To je v bistvu res nekaj, kar je zelo, zelo tudi moj življenjski nazor in v bistvu kar pri doTERRI tudi srečujemo. Torej, eterična olja naša res prihajajo praktično z celotnega sveta in zaradi tega, kar sem zdaj razložila, smo zelo drugačni in smo res, kot radi velikokrat rečemo, tako kot sem si jaz pravzaprav vzela čas danes za vas, večina vas sicer je res bila zdaj v zadnji pop-up skupini, pomladansko čiščenje, torej zelena čistila, ampak smo kultura deljenja in skrbi za ljudi in v bistvu vsak s svojimi, bom rekla, talenti na nek način, tudi jaz mislim, da je to najlepše in da vsak od nas lahko zažari v svojih talentih, to delimo naprej in v bistvu se okrog tega res oblikuje veliko lepega. Težko opišem zdaj v parih besedah, pa bom poskušala zdaj čez celotno predstavitev tudi predstaviti. Ja, ponarejanje eteričnih olj je prisotno povsod. Zdaj velikokrat vas
tako kot sem se jaz spraševala, zakaj, a ne? Zakaj bi se nekdo tega tako loteval, seveda pač se lotevajo tega predvsem večina te, ki to počnejo iz vidika pridobitništva, sploh v ekonomskem smislu. Tole vam je lep dokaz, a ne, da v Evropi je bilo recimo v predlanskem in lanskem letu stestiranih 154 eteričnih olj iz 12 različnih firm, znamk, in v bistvu 93 od teh eteričnih olj je bilo čistih oziroma nečistih, se opravičujem, in ponarejenih, ne. Vzrok, kot rečeno, je ponovadi, da se boljše zasluži, da se potvarja aroma, če je bila sezona vremena slabša, pa da ni taka močna aroma, kot bi si želeli, ker kakšna spojina, ker namreč eterično olje lahko sestavlja od 100 do 500 naravnih različnih spojin, recimo kot zanimivost v limoni je ena glavna spojina, o kateri sem se tudi razpisala danes na blogu, ravno limonen. In če česa manjka, dejansko lahko to ali dodaš iz drugega olja, ki je cenejše za pridobivanje, ali pa sintetično poustvariš in domešaš. In v bistvu zelo redki laboratoriji, tudi tale zunanji, ki je neodvisno to opravljal, to raziskavo, torej dejansko praktično lahko je možno vse, ne. Tako da, če dobiš nekaj na police, sploh po evropskih certifikatih, praktično dopuščajo vse to ravno zaradi te svoje luknje, ne, ki sem jo poprej opisala. Nekateri se seveda tudi zaradi, bom rekla, slabšega znanja ali pa slabših tehnik, pravzaprav pride do situacije, ko je nekaj ponarejeno, ampak jaz sem rekla, da vam tule na hitro pokažem, da se ne bomo predolgo zadrževali, ampak mislim, da vam bo na tem primeru ful jasno takoj. V Italiji se letno pridela približno, recimo, do 100 ton, eteričnega olja bergamotke, ampak proda se pa tega veliko več, praktično 10-krat več. In to v bistvu povzroči zadaj res eno tako grozno kolesje, da se v bistvu na neki način cena dvigne, ker so pač domešali nekaj, potem slabšajo se razmere, potem veliko kmetov misli, da je to seveda niša za uspeh, se tega lotijo na pravi način, na koncu ugotovijo, da pravzaprav jih drugi šišajo, ker so si domešali in narekovajih povečali proizvodnjo in potem to prodali in tako zaslužili, mali kmetje propadajo, skratka, to je v bistvu lep primer, kako tipično na splošno v svetu prihajajo eterična olja na trg, to se pravi od kmeta do destilarne, tam se ponovadi ne testira, zgubi se v bistvu sledljivost, od katerega kmeta in sploh kateri letnik eteričnega olja so dobili. Potem pa glavni problem so seveda trgovci, parfumeristi v deželi, kjer se eterično olje pridobiva, pa potem tudi v deželi, kjer se bo eterično olje prodalo različnim znamkam in potem naprej šlo do kupca. Tako da večina teh podjetij seveda ima svojo znamko v smislu, da prelivajo nekaj, kar kupijo od posrednikov, kar pomeni, da ni popolnoma nobene sledljivosti zadaj, medtem ko doTERRA je tukaj šla v zelo drzno stvar, da je ukinila to linijo posrednikov, da v bistvu se opravlja testiranja neodvisno, direktno na licu mesta pri vsaki seriji in da v bistvu na koncu koncev res skrbimo za vse to, kar sem vam poprej opisala in kar vam bom zdajle tudi pokazala tukajle lepo na tejle strani. To se pravi, co-impact sourcing metoda res skrbi, da smo na viru, da se v bistvu ohranja sledljivost, da se vse testira, da se spozna ljudi, proces, da se jim pomaga pri večjem povpraševanju, v bistvu kot na nek princip zadrug povečevati proizvodnjo, če gre za naravno obiranje, smo absolutno veliki, bom rekla, skrbniki, stevardi za naravo. Tako da recimo primer kadilne bosvelje, ki jo bomo danes še tudi srečali, eno najdragocenejših eteričnih olj, dejansko imamo tam zdravnico, ki pregleduje, kako je olje obrano in koliko let bo morala počivati, in da se v bistvu trajnostno pač takih stvari loteva in absolutno organsko vzgaja tiste rastline, ki so vzgajane, in kmete izobražuje in tako v bistvu v smislu povečevanja tudi nadaljnje vse kmete, ki se priključujejo temu krogu. Predvsem pa, da se ustvarja nova delovna mesta, ker večino moramo biti pač res čisto transparentni, večino eteričnih olj res prihaja iz dežel tretjega sveta, z Azije tudi in z Afrike, in v bistvu je zelo fajn, tudi meni so všeč ti sistemi v Keniji, recimo mi je ta najbolj poznana, ali pa recimo tam v Bolgariji na Setere, kjer sem tudi sama bila in to videla tudi na lastne oči, tudi prespraševala vse, kar me je še zanimalo, ampak res je vse tako, kot pač sem verjela, ampak sem mogla še enkrat
Pač neverjetno je tudi, ko govoriš z ljudmi, s kmeti tam, da takoj dobijo pravično plačilo praktično v 24 urah, ko pripeljejo žetev, recimo, če govorimo o sivki v Bolgariji, in v bistvu imajo telefonsko aplikacijo, kjer se pač vse te kilograme in koliko so preračuna in potem to dobijo tudi kmalu že izkaz, ker se stestira v zunanjem neodvisnem laboratoriju, kakšna je kvaliteta prav njegovega olja in seveda se to kot serija vtisne potem tudi na te naše stekleničke, torej v tem spodnjem delu, zdajle v rokah držim tukaj tangerino, a ne. Tako da res nekaj, kar pač je fascinantno in tudi, da si boste predstavljali, tudi testira se CPTG sistem v 3 testiranjih in vsakič v tem posamičnem nizu približno v 6 do 8 metodah, kar je zelo drag proces, tako da tega se vsekakor nalotevajo mnogi in na koncu to, kar imamo to številko spodaj, vtipkate v Source to You spletno stran in dobite v bistvu celoten kemijski izkaz prav za vašo stekleničko, kar pa lahko naslednjič spet primerjate in pogledate, kakšna je bila prejšnja sivka, zdajšnja sivka in vidite ta odstopanja, tako da pač tega res nihče ne daje tako javno v eno tako spletno banko na svet. Takole, tukaj vam objavljam sliko sveta, ker se mi zdi zelo, zelo, zelo zanimiva, ker vas seveda verjetno zanima, od kje vse naša eterična olja prihajajo. Moramo se pa pohvaliti, da praktično več kot tretjina prihaja iz Evrope, tudi vemo, zdaj v zadnjem letu oziroma v zadnje pol leta se v Corku na Irskem tudi polni kar precej že posamičnih eteričnih olj in mešanic, zato da se zmanjša tudi onesnaženost prevažanja zdaj poprej glavno polnilnico v ZDA, v Salt Lake Cityju v Utahu, potem nazaj. In v bistvu res postajamo, tako kot Evropa, zelo močan trg, tudi v bistvu zelo zanimivo za vse tiste, ki se odločate mogoče za podobno pot, kot sem jaz, da morda želite, da doTERRA postane en tak dodatni oporni del v smislu svobode, ne govorim samo finančne, ampak tako na splošno kreativne v vašem življenju, v vaši družini. Dejansko smo zelo hitro rastoči trg in tudi v bistvu vse predvideva in ta predvidevanja imajo zelo dobro skalkuliranja pri doTERRI, tudi že meni iz prakse vidno v preteklih letih, znamo kmalu tudi v bistvu kar šišati praktično ostale trge, tudi že, bom rekla, starejši trg, ki se je oblikoval na področjih Amerike. Muškatna kadulja, cipresa, laški smil, bergamotka, limona, lovor, brin, potem sivka, vrtnica in še kar nekaj eteričnih olj pa prihaja iz Evrope. Velik del se pridobiva in destilira tudi v področjih jugovzhodnega dela Bolgarije, v kraju Dobrič, kjer sem bila tudi sama v destilarni Setere. To je trenutno največja doTERRIna destilarna na svetu, nahaja se torej tam v Bolgariji in tudi v bistvu najbolj uspešni smo imeli možnosti obiskati kot nagrado. Smo to dobili in letos, če bo šlo vse, glede na covid situacijo, tudi lepo jih bo oziroma nas bo šlo še kar nekaj tudi na ogled destilarne laškega smilja v Črno goro oziroma v Albanijo. Tako srčno upam, da bo to šlo čez. Predvsem pa smo zelo ponosni, ker v Evropi veliko tega pridobivamo. Kar pa se pridobiva zunaj, torej v deželah tretjega sveta, pa je meni zelo lepa zgodba. Meni je zelo žal, da v bistvu lansko leto nisem uspela potem iti na potovanje v Kenijo, kjer bi tudi pogledali, kako se pridobiva kar precej eteričnih olj v kenijskem področju, pač zaradi korona situacije se seveda potovanje odpovedalo. In tam bi lahko spoznali tudi ogromno praktično Healing Hands fundacije, ki pa je nadgradnja vsega, kar sem vam zdaj razlagala, torej enega trajnostnega in zelo pravičnega pridobivanja, ker velik del zaslužka vrača nazaj skupnosti, kjer se eterična olja pridobivajo, sploh v deželah tretjega sveta. Zelo lepo mi je še vedno, da recimo tukaj imam tudi pripravljeno, prav da ne pozabim, če boste kupovali vrtnični losjon, se celotna vsota, ki jo date, praktično obrne v Healing Hands, ki nima posredniškega, ampak gre direktno pač tistemu, ki je trenutno najbolj pomoči potreben. Je to kakšna naravna katastrofa, recimo sigurno se spomnite pred 6 leti potresa v Nepalu, recimo to je ena tistih, bom rekla, najbolj znanih stvari, ali pa recimo hurikana na Haitiju. Drugače pa, tukaj sem si pozabila dati še Hope mešanico v rulončku, ki pa dejansko z njenim nakupom gre vsa vsota pač našega nakupa, mi dobimo tako krasno darilo
Od Hope, Touch Hope, rolončka pa gre ta vsota prav posebni organizaciji, All Your Rescue, ki se pa ukvarja že kar precej časa kot samostojna inštitucija z zlorabo otrok za namen spolnega suženjstva. Nažalost, to ni samo realnost dežel tretjega sveta, veliko tega se dogaja tudi v razvitem svetu. In doTERRA je z njimi sklenila zelo močno in dolgotrajno partnerstvo, tako kot pač ga sklene z kmeti, na drugi strani tudi v ta dobrodelni namen, kjer mene vedno seže res globoko do srca in tudi sami smo imeli v Sloveniji zelo, zelo lep Healing Hands projekt v Lunini vili, ki se pa ukvarja z psihosocialno pomočjo in psihoterapijo z otroki, ki so preživeli v večini zopet spolno zlorabo ali nasilje v družini. In na tretji strani, recimo zaradi lanskega COVID leta, smo pričeli tudi s doTERRO organizirati veliko donacij, tudi v Sloveniji že z naše skupine sočlanov res je šlo zdaj že skorajda 20 donacij v zdravstvene domove in nekaj domov za starejše občane, kjer je doTERRA pač popolnoma na svoje stroške seveda donirala difuzorje in eterična olja za res boljše razpoloženje, sploh teh, ki se v bistvu v tem času res zelo močno trudijo v prvih vrstah v boju proti covidu. Tako da tudi Healing Hands, neprofitna organizacija, je en velik del tega, kar imam jaz zelo, zelo rada pri doTERRI. Tukajle pa se bomo pač zdaj dotaknili malo varne uporabe seveda in oljčkov, ki sem vam jih že napovedala. Varna uporaba je pravzaprav z nekaj napotki zelo enostavna. Če beremo napotke na steklenički, na nalepki, če jo odvijete, takole spodaj najdete praktično vsa navodila, tudi v slovenščini že kar nekaj časa. Predvsem pa tudi na mojem blogu najdete res razširjeno res opise skorajda praktično vseh eteričnih olj mešanic oziroma pač tisto, kar je trenutno aktualno. Zdaj vam samo kažem, pač kje odvijete to nalepko in najdete spodaj tiste osnovne napotke varne uporabe. Pazimo seveda, da nam ne pride direktno v oči, lahko si pa mažemo tukajle spodaj. Jaz sem si ravno pred dnevi, ker sem imela močno nelagodje v očeh, mazala recimo sivko ali pa kakršnokoli cvetnico, recimo tudi vrtnica še malo močneje deluje, tukaj in tukaj rečeno, sem praktično v enem dnevu s par nanosi zadevo rešila. Tudi ena naša sočlanica, ravno na isti način te dni. Potem dejansko uporabljamo eterična olja, jaz največkrat rada rečem rečeno, z nečem, kar je mastno, ker v tem se eterična olja rečijo in v bistvu s tem tudi podaljšamo učinek, omogočimo, da bolj prehaja čez kožo in res v minuti in pol preide v krvni obtok, ko nanašamo na kožo, deluje 20 minut. Tako da pač na podlagi tega seveda tudi nanašamo, če želimo malo večjo pomoč, parkrat na 20 minut, da damo neprekinjeno aromaterapijo. To vas ponavadi zanima, kolikrat nanašati, ne. Ali pa jaz rečem tako, kot danes, ko me je praskalo po grlu, sem si pač Deep Blue kremico, ki je tudi, bom rekla, ena od zvezdic tega meseca, nanašala tukajle na vrat, pa okoli ušesne školjke, ker me je tudi noter malo v bistvu prav začelo že pač ščemeti. Dejansko v bistvu in sem si to nelagodje z nanosi približno na 2 ure danes zelo, zelo olajšala, tako sem zelo hvaležna za to in tudi v bistvu to je bilo eno novih odkritij, da tudi pri dihalih si nanašam od 2020 res zelo rada Deep Blue kremico ali pa v bistvu na vrat takrat, ne samo On Guard, a ne. Torej, močnejša olja močneje rečimo, to pomeni recimo tista, ki so že na vonj močna, kot so origano, klinčki in podobno, in tista, ki so tako imenovana hladna eterična olja, govorim predvsem kakšni popravi meti in podobno, in to uporabljamo potem varno na tak način. Tudi pazimo, da vsa fotosenzibilna olja, v večini so to citrusi, nanašamo zaradi varne uporabe predvsem zvečer, ker podobno kot šentjanževo olje delujejo na našo kožo tako, da če bi šli se takoj sončiti po nanosu, bi postali temni tam oziroma lisasti. Tako da varno jih hranimo tako, jaz imam vedno to v nekem prostoru, sploh v vsakem kotičku doma, tukaj v pisarni, v kuhinji imamo glavni aroma kotiček, v kopalnici, v omarici, v kuhinji, skratka, tudi na prostem, nimam vedno v omari, pazim le, da ni direktno na soncu, tako da čez celo leto v bistvu lahko pri sobni temperaturi lahko hranimo tako olja in jih seveda tako tudi imamo stalno na dosegu roke, da dejansko v bistvu jih izrabimo v vsem svojem učinkovanju. Kar se tiče našega najlepšega dela, smo prišli do
tega, da vas zdaj popeljem na nek način tudi v moj dom, ne samo dam idejo, kako bi lahko eterična olja še dodatno služila v vašem, v tvojem domu. To je meni najlepši del, mogoče ne bo tako dolg, ampak jaz mislim, da boste res zlahka začutili tisto moč, ki jo eterična olja in že ena sama kapljica lahko skrivajo. Dejansko eterična olja lahko uporabljamo na 3 načine, bodisi v difuzorju, recimo trenutno, jaz upam, da se vidi, tukajle imam prenosnega pilota, ali bodisi v petalu, ki se tudi nahaja v Home Essentials paketu, ki je pa na kabel in z tega vidika malo bolj zmogljiv. Ali lahko ga uporabljamo v pršilkah za razpoloženje, za čiščenje rok ali za čistila, lahko pa kot na koži, kar sem že opisala, najbolj primerno in najbolj tak lep način za uporabo je meni vedno v rulončkih. Večinoma kar kupujem predpripravljene, take, ki pa jih imam zelo rada, in ko spoznavaš olja, ko recimo pač ugotoviš, da če odpreš par olj, popeleš pod nos, ugotoviš, da ti nekaj ful paše ali pa da ti eno od teh ne, pa ga daš stran in da ti danes nekaj paše, jutri nekaj, odkrivaš, kaj tvoje telo pravzaprav rabi in sčasoma res tudi zelo hitro dobiš eno tako preferenco svojih najljubših in jih potem tudi velikokrat zmešaš v rulonu. V rulonu jaz delam ponavadi na 10 mililitrov 2 do 3 mililitre eteričnih olj. 1 mililiter eteričnega olja je približno 20 kapljic, tisti, ki si mogoče kaj zapisujete, da boste imeli občutek in tako po taki meri tudi nanesem oziroma vnesem, pripravim v rulonu. Nanos doziram tako, da mojima punčkama ponavadi zelo malo nanesem oziroma sebi seveda malo več, danes sem si tudi za razpoloženje tale super blend, ki sem si ga naredila, moj utrip srca, ki ga najdete tudi kot recept na mojem Instagramu profilu, če boste potrebovali. In da ne grem predaleč, bom zelo vesela, če sedaj, ko začnemo z našo ljubo Sivko, tudi sami podelite v klepetalnik, v chat, kakšen svoj najljubši način uporabe ali pa kakšen recept. Meni je res Sivka nekaj najboljšega, ko pride do tega, da želim umiriti ali svoje srce, svoje misli ali pa svojo kožo. V bistvu velikokrat lahko to uporabimo v difuzorju, lahko si jo tudi rečeno za boljši in bolj trden spanec umasiramo. Jaz največkrat to rada naredim na srčni predel, preostanek v posteljnino obrišem, si zraven še prižgem difuzor z njo, v kombinaciji tudi največkrat s kakšnimi citrusi ali pa drugimi olji, ali pa v bistvu dejansko po popoldanskem dnevu ali čez dan, če imamo, bom rekla, slabše razpoloženi dan, eden ali več nas v družini, zelo, zelo lahkotno vpliva na to, da tudi umirja pač vsa razburkana čustva. Lahko si jo naredite tudi zdaj, ko smo že bili v pomladanskem čiščenju, tudi recimo na tako osvežujočo culico s sodo bikarbono za v omare ali pa proti nepridipravom, ki lahko obiščejo ali pa oškodujejo naša oblačila. Ali pa tudi, da se varno gibamo v naravi, sploh v tem času, dobro, zdaj trenutno nas je res ta sneg presenetil, ampak pred dnevi je bilo še toplo in je tudi že kar narava vsej bohotnosti, bom rekla, z vidika cvetenja, ki ga raznaša vetrček potem po zraku in lahko nelagodja na dihalih ustvarja, Sivka odlična, ali pa na drugi strani tudi, če se odpravljamo v pohotni gozd ali pa travnike, kjer pa lahko kaj drugega nas pripleza, tudi tega se ubrani. Tako da si lahko pripravimo pršilko ali pa v bistvu razpršilo tudi za v avtomobil. Sivka, tudi piše Barbara, da je super v kremi za obraz, zelo, zelo strinjam. Jaz sploh v dnevih, ko čutim, da se zbudim malo bolj zatečena, tukajle okrog oči, je res neverjeten trik, da si samo malo Sivke nanesete okrog, tako kot sem že prej rekla, pri nelagodjih v očeh, ali pa recimo v takem primeru in odlično, odlično vpliva, pomirja in v bistvu pomlajuje izgled kože. Limona je nekaj, brez česar praktično tudi mi ne moremo, tudi nahaja se trenutno v moji kombuči, ki me drži še pokonci zdajle, oziroma malo bolj, bom rekla, vrača, tudi še dviga energijo. Zelo rada jo dodajam v pijačo, res si preberite danes članek na mojem blogu za vsakdom, kaj je poanta citrusov, da boste res razumeli, koliko nujno bi bilo, da bi praktično vsi mi vsaj enkrat čez dan ali pa vsaj na tešče zjutraj v kozarcu vode mlačne spili eno kapljico, lahko tudi večkrat čez dan, za podporo čistilnim procesom, za dvig energije, drugače pa mi jo res noro, noro radi uporabljamo tudi v peki, sploh kakšni masi za palačinke ponavadi ob sobotah konča, če se jih ne izberemo, kakšno pomarančo pa tangerino,
In na drugi strani v bistvu je res nekaj, kar pač je res zelo pri nas uporabljeno tudi pri naravnih čistilih. Res tako odstranjuje maščobe, fleke, kamen in skupaj z alkoholnim kisom ali pa na drugi strani z sodo bikarbono je res odlična. Andreja Zasivko tukaj še piše, da če smo malo nerodni ali pa naši najmlajši, pa kaj zraste, kaj kar vemo, dejansko in spreminja barve, res odlično poskrbi, da ni tiste mavrice barv in da tisto karkoli izpuhti zelo hitro izgine. Je pa super v bistvu vse, kar se citrusov, sploh limone tiče, dati v večerno rutino, če želite imeti bolj čisti izgled kože, sploh če ste bolj, tako kot jaz, ali pri mešani ali pri mastni koži, ali dodate v tonik ali v večerno kremo, komot lahko kombinirate čisto vsa olja med sabo, tako da se lahko pridruži tudi sami sivki. Kar se tiče poprove mete, je tudi tako kot v bistvu praktično vsa ta olja sigurno pri nas skorajda na dnevni uporabi. Prva stvar vsekakor je, da če imate trenutno kakšne izzive z dihali ali pa prebavili, si jo komot lahko mešate v čaj, res tudi lajša kakšen bolj razdražen želodec. In ob nelagodjih ali pa napetostih v glavi je ena rešitev, lahko tudi skupaj s sivko. Jaz si jo kar rečeno od čela pa takole za ušesi vse to zatilja nanesem, dejansko v bistvu da spusti tisto napetost, sploh če je vzrok kakšen čustven, tudi na drugi strani pa lahko masiramo jo v mišice, da spusti kakšno fizično napetost bolj napornega dne, ali fizičnega, ali pa tisto, ko veste, da je konec dneva številka noge, kar ga za eno številko večja in take stvari zelo olajša. Tudi v mesečnih nelagodjih ženske res odlično pride skupaj v kombinaciji s kakšno sivko ali pa kar še skupaj s kakšnim frankincense, si jo masiraš v popek na predel rodil, torej na predel maternice in v bistvu res tudi zelo olajša kakšno nihanje temperatur, sploh v različnih ali pa poznejših obdobjih ženske ali pa tudi v času, ko se ne počutimo ravno dobro in vemo, da bomo mogli kakšen dan preležati v postelji. Tudi pri najmlajših je nora super masažica stopal in čela in res tisti občutek visoke temperature res zelo olajša. Je nekaj, kar je odlično, tudi tako kot Tatjana piše in je tudi objavila prejšnjič recept v pralinah, tudi Andreja v pršilki ali pa kakorkoli ohladitev, sploh zdaj v dnevih, ko bodo spet toplejši in se mi zdi res, se opravičujem, sem šla malo preveč naprej, res ena najboljših in uporabnih stvari, kar jih je v tem paketu. Ko govorimo o skrbi za zdrav izgled kože, ali pa za zdrav izgled nohtov, ali za zdrav izgled lasišča, je 1A res čajevec. Odlično se pri tem ujame s frankincense in sivko, lahko ga uporabimo tudi za podporo dihalom v difuzorju. Jaz ga največkrat kombiniram z lemon, zaradi tega, da dobim malo bolj prijeten vonj in da ga tudi malo še podprem v učinku. Komot pa lahko tudi za odpiranje dihal ga zmešate skupaj malzer ali pa za umirjanje skupaj s frankincense in lavender. Ali rečeno na prsni koš, pa med lopaci ali pa v difuzorju. Za zdrav izgled lasišča to največkrat dajem kar v šampon. Jaz to masiram tudi lahko, če imam res tak bolj, bom rekla, hormonsko pester mesec, tudi se mi izkaže na lasišču, tudi če po umivanju kar lepo v lasišče, takoj na umito lasišče skupaj z baznim oljem. In res imam zelo nerazdraženo lasišče, bolj zdrav izgled, imam niti z tega belega prša čez nekaj dni, ali pa da si masirate kar v kožico pri nohtih in v nohte same za boljši izgled. Na čustvenem področju vam moram povedati, da čajevec narečeno na zatile, kar tako malo pod lasmi, pa pomaga preprečevati kakšne navade, slabe navade, ki jih pri sebi ne maramo. Tako da lahko tudi na tak način olja preizkušate, ker imajo zelo močna moč na področju delovanja in podpori čustev. Frankincense je najdražje eterično olje, ki se nahaja v tej zbirki, zato ker ga je tudi težje pridobiti. Pridobiva se iz smole, kar 4 dreves posvelije, zato je tako posebno. Je nekaj, kar se v nasplošno industriji izrablja za anti-aging učinek, tako da ja, prva stvar, ki jo lahko izrabiš in v bistvu preizkušaš pri frankincense, je, da si jo dodajaš skupaj ali sivko ali s čajevcem ali pa kar samega v svojo dnevno nego kože ali pa nego kože celega telesa. Je tudi ena prvih stvari pri izbiri za najmlajše, bodisi v difuzorju ali pa rečeno na mesto nelagodja za podporo, ali so to dihala, ali je to koža, ali za umirjanje, ali za meditacijo, za starejše,
In v bistvu je nekaj, kar tudi zelo zaolajša, recimo v kombinaciji z rečeno poprovo meto ali pa tudi s poprovo meto skupaj, čisto na nebo v ustih, ko pride do res močne napetosti v glavi, sploh v tem sprednjem delu, to veste, o katerem delu oziroma o kakšni težavi govorim. Namreč ne smemo omenjati bolezni, tako da vam opisujem, kaj lajša eterično olje, ker seveda uradno zdravi seveda ne, ampak res praktično z uporabo eteričnih olj na dnevni ravni veliko nelagodij zelo, zelo olajšamo in praktično, če smo dovolj zgodnji, že z enim nanosom praktično pridemo do dobrega počutja in se vrnemo v svoj wellness brez kakršnihkoli težav. Je pa tudi zelo izrabljen sploh pri interni uporabi za zdravo celično odzivnost, tako da ga lahko ali rečeno na predele ali pa interno tako uporabljamo, ali pa si ga dodate recimo tudi v čaj z medom. Origano je eno najmočnejših olj, ki ga imamo tukajle in je tudi zadnje posamično olje, ki sem vam ga želela danes pokazati. Uporablja se praktično največkrat pri nas doma, takrat, ko se ne počutimo dobro, rečeno na podplat ali pa hrbet, ko si želimo, da bomo jutri že kot novi in v bistvu res s tem podpiramo zdravo odzivnost imunskega sistema. Uporabljamo ga tudi v takih, bom rekla, skodelicah soli, katero kanem ponovadi 1 do 2 kapljici, pretresem in imamo v bistvu kot neko vrsto aroma solnico v kuhinji ali pa recimo recikliram staro kakšno stekleničko in noter dodam oljčno olje pa kakšno kapljico origana, tudi drugih zeliščnih eteričnih olj, ki so užitna in imam eno tako aroma oljnico oziroma lahko bi rekli aroma vegeto za dodajanje raznim polivkam za solato ali za v juhe ali za jedi po žaru, kakorkoli vam paše. In v bistvu, če se vam ustvari tudi kakšno močno nelagodje na stopalu, da ne pozabim, sem si tule res to kar zapisala, to se pravi tisto, ko ne moreš stopiti, ko te res zelo žuli in boli in je pač res strašno, strašno nelagodje, lahko nanašate rečeno zjutraj in zvečer in če ste pridni, praktično res zelo pomaga, da ta del potem počasi izgine. V difuzorju se ujame tudi, čeprav ne bi pomislili, z citrusnimi eteričnimi olji, jaz sicer recimo dam kakšno kapljico origana in ostalo citruse in pa odlično ga uravnoteži tudi peppermint, ker sta oba dva močna, torej vroče in hladno eterično olje se v bistvu odlično uravnotežita. Namreč čisti zrak in osveži takrat, ko se mi zdi, da on guard, torej bom rekla glavna mešanica za zdravo odzivnost imunskega sistema, ki je v tem paketku osnovnih 10, pač ko je tisto premalo, v bistvu origano opravi tisto super, super stvar. Kar se tiče tukajle sem Maja Oder, kar izrablja tvojo lepo grafiko, upam, da se strinjaš s tem, ker je tako lepo povzela glavno poslanstvo ki naj bi podaril podporo dihalom in vsem dihalnim težavam in nelagodjem v vseh obdobjih leta, ali zdaj na pomlad, ali čez zimo, ali v času poletja, ali času jeseni. In je praktično nekaj, kar rečeno lahko nanašamo na podnos, če imamo tudi ponoči težave z glasnim spanjem in to moti našega partnerja, ki je zraven nas, ali pa našo družino, ali pa v bistvu rečeno na zatilje, ali pa rečeno na prsni del, ki je torej za podporo dihalom. Jaz ga imam pa tudi zelo rada čez dan, velikokrat kar kapljico v dlan, saj ga imam tudi tukajle in si v bistvu z njim kot s poprovo meto ali pa z drugimi eteričnimi olji ustvarim svoj vrsten učinek, pač tole, njegov učinek je, da če ga takole globoko vdihnemo okoli, res z difuzorjem ne morete dobiti tako močnega, prijetnega učinka. Dejansko v bistvu dviga fokus, kar prevetri vse, bom rekla, oblake morebitne v mislih in te res zbistri. Tudi odlična recimo taka uporaba pred kakšnim športanjem, da te res postavi v svoj center in moč. Drugače pa hitro v kremici Maja rada dela, tudi tukaj je naredila en tak mini receptek, ali pa recimo, da se medtem ko tuširamo, če imamo težave z dihali in želimo malo bolj odpreti dihalne poti, ker se nam kar v bistvu zapirajo, si lahko ustvarimo eno tako parno kopel in hkrati zraven še aromaterapijo, naredimo tudi osvežilko lahko, ali pa ene take kopalne srčke, v bistvu sodo bikarbono, podobno kot bi delali tabletke za pomivalni stroj. Tako da v bistvu vem, da z ima kar nekaj vas ful fine izkušnje, lahko pa tudi, če malo podelite. On guard je verjetno poleg ena glavnih mešanic, ki jo poznamo pri doTERRA,
Sploh OnGuard res kreira zadaj še eno celo linijo izdelkov za naraven dom in za zdravo ustno zdravje, zdravje zob in zdrave ustne votline. In je v bistvu od čistil, detergenta in tudi penice za umivanje rok in še vsega ostalega ena najbolj res, tako kot sem rekla, prepoznana linija. Ker doTERRA niso samo eterična olja, ampak tudi v bistvu prehranska dopolnila, ki so, kar je zelo pomembno, naravna in drugo zelo pomembno, dnevno uravnana. Tudi probiotike, tudi presnovne naravne encime, tudi nekaj za podporo ženskam, kar sem tudi pred kratkim pisala na mojem blogu, če se srečujete s kakšnimi hormonskimi težavami. Veliko stvari podpira tudi zdravje in zdravo odzivnost mišic in sklepov, imamo Deep kolekcijo. Skratka, res si poglejte, tisti, ki še ne spoznavate doTERRO, kaj vse v bistvu dobite, poleg linije za nego obraza, za nego telesa in tako dalje, tudi las. OnGuard mešanica diši kot kuhano vino. Noter so pomarančka, klinčki, cimet, rožmarin in evkaliptus in ena taka krasna mešanica za čistilni učinek zraka v difuzorju. Takrat, ko nekdo izmed nas ni dobro, mi to takrat zavrtimo v difuzorju, da je tista oseba hitro boljša in da smo mi okej, da ne pridemo na isto, ali pa rečeno zjutraj in zvečer na podplate, da sistemsko vplivamo na naše celo telo, ker imamo tam refleksne točke za celo telo, da se v bistvu podpremo čez vse leto, sploh v obdobju, v katerem smo, kjer bi se seveda radi še toliko bolj podprli z enim, kot mu radi rečemo, stražarjem, in OnGuard je v bistvu potem stvar, v kateri sežeš in posežeš po njem, zato da si to omogočiš. Tukaj sem vam samo nekaj krasnih doTERRA OnGuard mešanic, kako da res vidite, da se lahko vse meša med seboj in da lahko dobite različne učinke. Kako to preveriti, da pač tisto olje, ki mislite, da bo šlo skupaj, takole odprete, recimo zdajle tangerino in in pač, če vidite mešanico ali pa če želite nekaj, zavrtite pred nosom, vidite, če vam ustreza in dejansko pač potem tako, tole ful lepo diši. Kanete v difuzor, tole je tudi super kakšna kombinacija za večerni čas in seveda ob tem zelo uživate ali podprete čustva, ali se umirjate, ali fokusirate, dvigate razpoloženje, ali pa v bistvu podprete dihala, ali pa kot rečeno, čistite zrak. Tako da OnGuard je odličen tudi res v celotni kolekciji, kot je tukaj tudi Ana Marija napisala, res OnGuard te v bistvu vedno znova preseneča z vsakim izdelkom, recimo čistilo, cleaning oziroma cleanser concentrate je ena takšnih stvari, ki jo morate sprobati. Ker ko ga enkrat ga ne date več iz rok. In vedno pazite, da ga imate vsaj enega na zalogi. Tole je pa mene danes reševal. Deep Blue kolekcija podpira zdravo odzivnost mišic in sklepov. In to je nekaj, kar pač v prvi vrsti res zbirate predvsem športniki. Je tudi, moram poudariti, na kelenski listi dovoljenih izdelkov za športnike, to se pravi, da ni na doping listi izdelkov, ampak ravno kontra. Lahko pred vadbo, po vadbi si namažete ali pa tudi pred vadbo dostikrat tudi zaradi večje eksplozivnosti, tudi za vse mlade, ki hitro rastete, odlična podpora, ali zvečer, če imate težke ali pa noge, ki se ne morejo čisto popolnoma umiriti, ali pa, če ste naredili kakšen napačen gib, če imate napetost v glavi, tako kot sem rekla, tudi če vas praska po grlu, če v bistvu vas srečuje nelagodje v predelu ušesne školjke, se okrog mažemo, na predel mehurja, na predel rodil, na predel v bistvu prebavil, popek in okrog. Skratka, res toliko načinov se mi zdi, da je bilo res zelo še z leti odkrivan, kaj vse zmore, je res eno nepogrešljivih stvari v našem domu, sploh, ko pride tudi še potem do nadgradnje olja, in sicer to je krema, seveda. Rečeno tudi, kot rečeno, zvečer, ali pa če smo imeli težek dan, ali na stopala, ali pa mogoče kot olje, tudi v difuzorju morate probati s pomarančo, res odlična stvar. ZenJust, zopet tisti, ki se srečujemo s prebavnimi nelagodji, bomo rekli, da bomo res roko v ogenj za učinek ZenJusta, ker to je pa eno tistih olj, ki deluje praktično v minuti. Torej, karkoli v predelu trebuha čutiš, se namažeš v popek in okrog, v smeri urnega kazalca in je neverjeten v učinkovanju, tudi do mlajših smo, pravzaprav tam smo začeli raziskovati v Sloveniji, tudi če imate težave, medtem ko potujete, če vam to ustvarja nelagodja, ali če ste kaj slabega pojedli, ali zdaj, ko so bili velikonočni prazniki, pa smo verjetno malo tudi preterali, hitro se lahko je že košček potice preveč nekomu, ki ima občutljivejši želodec, in pač res pomaga, lahko tudi ga kanemo v vodo in v bistvu take stvari uredi. V difuzorju ga ponavadi ne
radi dajemo, ampak moram reči, probajte ga s kakšnim citrusom, sploh z green mandarin dati in vas bo zelo, zelo presenetil, ker si nikoli ne bi mislili, da ta aroma, bom rekla, po bebe čaju lahko paše tja. Tako da res tudi odlična stvar, kot rečeno, v Sloveniji smo jo, se mi zdi, res najmočneje spoznavali, tudi ko smo uporabljali to pri svojih najmlajših. Tako da zdajle sem šla na tak, bom rekla, zelo hiter, ampak jaz mislim dovolj učinkovit način čez osnovnih 10 olij in mešanic, ker jaz se še zdaj spomnim, ko sem dobila svoj prvi paketek in ko to odpreš, pač res, tako kot vedno rada rečem, s prvim vonjanjem prve stekleničke si čisto očaran, tako raziskuješ, tudi v bistvu najlepši del je, da res zelo hitro osvojite vsi in vi, pač bom rekla, z našim mentorstvom praktično zmorete in obvladate olja toliko, kakor sem jih jaz sama leta 2014 v enem letu, ker pač takrat pojma niso imeli začetniki ali pa nismo imeli, kako bi to vse lahko izrabili. Tako to se mi zdi ful lepa, velika vrednost današnjega časa, da pač to lahko omogočamo. Dejansko pač imate tisti, ki se seveda sprašujete, ali pa tudi tisti, ki ste že člani, veste, da pač se večina nas praktično odloči, jaz bom rekla v 90%, sem imela ravno danes recimo primer ene gospe, ki si je zamislila samo kremo, pa frankincense, pa so na koncu prišli do tega, da praktično se je za ta denar, da ne plačuje članarine pri nakupu posamičnih izdelkov, itak je bilo že ceneje, kot redno, ker pač članstvo nudi 25% nižje cene, nima obvez, torej tudi nima obvez do rednih nakupov in se že zaradi ugodnosti večine ljudi za to odloči. No in recimo ravno današnji primer je bil, da pač ko smo to preračunali, smo bili praktično na ceni vsaj malega paketa pri 2 izdelkih in seveda mali paket kot včlanitveni, kot ostali, včlanitveni nima članarine, ki sicer pride 24,5 € in je bila že tako na članski ceni, plus ta mesec imate res toliko nagrajujočo nagradico zraven, da se vam res, tudi če imate kakšne bližnje, tisti, ki ste že člani, se mi zdi, da res mesec, ko pač ga izkoristiš, ker pač res dobiš citrusna nebesa za darilce. Mentorstvo je nekaj, kar pač danes res tudi jaz sama zelo cenim, kar zelo rada dajem, se mi zdi, da je to najlepši del poslanstva tega mojega, bom rekla, življenja, ne samo dela, in da stopiš tudi v tako lepo aroma skupnost, kot je, kot vidite, da si zelo pomagamo, da v bistvu res širimo naše izkušnje praktično en z drugim in se eno drugega učimo. In tudi praktično smo čez leta ustvarjali že toliko res noro dobrih orodij za učenje, da imaš vse takole na dosegu roke in da v bistvu res postaneš ekspert na svojem dišečem popotovanju, praktično kot rečeno, že v enem mesecu. Toliko ugodnosti je, tudi brezplačnih olj in tudi ta neobvezni program zvestobe LRP, to pa veste vsi tisti, ki ste že člani, lahko tudi napišete v klepet, kaj vam je najlepši del LRP-ja, jaz sem skoraj prepričana, da boste vsi napisali točke, zaradi tega, ker res ogromno, do 30% nakupa se ti vrača v točkah nazaj, kar je praktično, da imate občutek na začetku pri 58 € nakupu, dobite približno za 13 € nazaj v pikah vrednosti in potem to zamenjaš za izdelke po svoji izbiri, tako da res ogromna radodarna stvar, s tem, da sploh ne omenjam rajši naprej, da po približno enem letu imaš lahko že toliko povračila, do 30%, namreč ga lahko največ dobiš, da je kot da bi kupoval po 55% nižji ceni kot pa prvi dan, ko si se včlanil. Zaradi tega, ker dobiš nazaj pri istem tem 58 € nakupu, da imate občutek, dobite nazaj praktično že za 22 € vrednosti v točkah, ki spet lahko izmenjate za izdelke po svoji vrednosti. Tako da to se mi zdi toliko lepa stvar, toliko lepa nagrada in res v bistvu tako spoznavaš tudi širino vseh izdelkov, ki jih doTERRA ponuja. Torej vsi tisti, ali pa tisti, ki imate bližnje in veste, da je ta mesec zelo zanimiv, to so ta citrusna nebesa, ki sem vam jih omenjala. Bom kmalu tudi odprla klepet, tukaj mi samo piska vse, bom prebrala. Namreč vsi tisti, ki se boste včlanili ali pa vaši bližnji ta mesec, pod vas ali pa pod svojega mentorja, torej vedno se včlaniš pod osebo, ki te spoznava z doTERRO, ki je tista, ki te pelje in te bo tudi naprej kot mentor po dišečem popotovanju. Pri njej se seveda pozanimaš, ti pomaga izpeljati prvo naročilo, s tem se ti tudi ustvari tvoja pisarnica in če se ta mesec včlaniš približno za 100 € oziroma za 100 PV točk, recimo če kupuješ včlanitveni ta mali paket, to pomeni 148,79 €,
vrednost tega je ulala čez 200, ampak je toliko ugodnejše, ti da zraven brezplačno Diamond Klopolje tangerine in doTERRA še dodaja ta mesec Red Mandarin, ki pa ni v redni prodaji, torej se sploh ne da kupiti, je res ekskluziva. Če pa se včlaniš z tem, kar je, bom rekla, še vedno najbolj modri nakup, največ dodani denar, torej vreden je čez 400 evrov, daš pa 283,54, je to Home Essentials paket z velikimi stekleničkami, istimi olji, samo da so v tem malem, to se pravi Family Essentials paketu so 5 ml, tle so 15, z izjemo Deep Blueja, ki je 5, no, ampak ostali so 3-krat večja količina, pa dobiš vse 4, ki imam tukaj na slikci. Torej limeto, klementino, ta spet ni v redni prodaji, tangerino in rdečo mandarino. Tako da to se mi zdi res, res odlična stvar in vsi smo vam pravzaprav kar zavidanja polni, da ste imeli to možnost, da imate to možnost ta mesec, torej v aprilu pričeti, dejansko tako odlično dišeče popotovanje in res dobiti še tako lepo darilo zraven. Torej, kot rečeno, doTERRA res niso samo eterična olja, to je res širok nabor izdelkov. Zdaj, če sem vas jaz spoznavala, vas spoznavam z doTERRO, seveda pri meni dobite po tem webinarju več informacij, če ne, se seveda obrnete na svojo krasno, čudovito mentorico oziroma mentorja za več informacij, da vam pove, oziroma da poveste, kaj si želite, da pogledate, kateri izdelki bi bili za vas in da pol pogledate, če mogoče obstaja kakšen paket, ki jih že večino ima, zato da bo stvar ugodnejša, ali je to za otroke, Kids Collection, ali Cleanse and Restore, tle da ne pozabim. Ta mesec bomo začeli letni 30-dnevni Cleanse program, ki bo primeren tudi za nosečnice, zaradi tega, ker pač velik del izdelkov, tudi sama sem jih se lahko uporabila in tisti pač niso močno čistilni, so samo podporni. Ostali pa pač seveda lahko uporabljamo ta letni Cleanse s takim paketom, ki se imenuje Cleanse and Restore, in v bistvu na nežen in res zelo naraven način, torej nič agresiven za telo, pomaga, da se očistimo oziroma da se po naravni poti podpre čistilne procese, ki čistijo naše telo toksinov, in se mi zdi odlična stvar, torej v petek, če vas več zanima, vam lahko tudi v povratnem mailu pošljem povezavo do kratkega 20-minutnega Zoom webinarja ob 19. Zato, da dobite predstavo, ali je to za vas ali ne, ampak praktično jaz mislim, da bi to moral vsak narediti enkrat letno, zato, ker se veste, tako kot pač servisiramo avtomobil, karkoli, menjamo motorje, bi morali tudi naše telo seveda vsaj enkrat letno podpreti z tega vidika, zato da pač res v polnosti lahko deluje potem tudi naprej in da je krepak celo leto tudi z tega vidika. Ena taka, bom rekla, informirana in zelo, zelo pomembna skrb zase na letni ravni. Tako da, skratka, obrnite se na svojega mentorja za več informacij. Tisti, ki ste člani, ne pozabite, da če oddate do 15. dobite komarček brezplačno, torej to velja samo za že obstoječe člane, ki ste se včlanili do praktično 31. marca 2021, ker imate lahko odprt program zvestobe LRP, torej 125 točk do 15. vključno oddate. O komarčku sem se zelo razpisala, tudi zelo, bom rekla, velikokrat žal pozabljeno, ampak tako priročno olje. In ves mesec je tale čistilna celery seed semena zelene eterično olje cenejše. Ostalo sem vam že pokazala, ne smem tudi pozabiti, nimam zdaj tle, sem pozabila si prinesti, Deep Blue v posebnem darilnem paketku pride zdaj z Recharge aplikatorjem, s tole kremico in z masažno kroglico, tako da sem rekla, da vam malo predstavim. Home Essentials drugače pride v ogromni škatli, ki noter imate torej 10 teh olj, ki smo jih danes predstavili, in tudi praktično hkrati zraven dobite petal difuzor, ki pa je vreden 41,50 evrov po članski ceni. Imate morda še kakšna vprašanja? Jaz zdaj še malo pregledam. Torej vsi so navdušeni kot obstoječi člani nad zastonj izdelki, potem tudi točke, na račun sem si privoščila že kar nekaj izdelkov, potem Andreja je tukaj še povedala, da za nelagodje ob potovanju namažeš na trebušček v smeri uringa kazalca in v popek za en čest. Tako da to je to. Komarček, pravi Ana Marija, da je že na poti. Predvsem vam želim lep večer, če imate še kakršnokoli vprašanje, lahko pišete meni ali svoji mentorci. Jaz sem kot obljubljeno rekla, da bo tole 1 urca dišečega druženja, res da je v živo še lepše, ampak sem zelo vesela, da ste se udeležili v tako lepem številu.
Želim vam čudovit mesec, predvsem pa se gledamo v skupini. Jaz imam ta mesec v objavah, v socialnih omrežjih pripravljeno veliko receptov ravno s tem osnovnim paketom. Tako da se že veselim, da jih podelim med vas in da se bomo zdaj srečevali tudi od 12. od ponedeljka. Tudi zamudnikom bo še dovoljen vstop v moji pomladi, torej letnem detoks programu. Lep večer, hvala, ker ste bili z nami, ker ste delili svoje izkušnje, pa se vidimo. Čau!